študentke in študenti, diplomanti ter člani alumni kluba, drage predavateljice in predavatelji, prijatelji in podporniki GEA College ter vsi podjetno misleči. Dobro večer in dobrodošli na galaktičnem večeru GEA College dogodku, ki ga v decembru tradicionalno organizira študentski svet GEA College. Ja, leto 2020 je bilo drugačno in tako je tudi tradicionalna gala večerja letos postala galaktičen večer. Že 9. leto študentski svet ob podpori GEA College organizira prednovoletni dogodek, na katerem se spomnimo vseh skupnih dosežkov, predvsem pa se družimo ob dobri vsebini. Zadnji 2 leti smo se tako družili v hotelu Intercontinental Ljubljana, kjer je bilo lepo, a vseeno si priznajmo, da smo bili omejeni s prostorom. Letos pa smo v luči skrbi za vaše in naše zdravje druženje prestavili na splet, kjer se lahko družimo v neomejenem številu, kjer je meja le galaksija. Fizično letos tako žal nismo skupaj, zato pa dogodek ne bo nič manj srčen in zanimiv. Ja, galaktičen večer bo tudi letos postregel zanimivim programom. Pozdravili vas bodo vodilni GEA College, zopet boste prisluhnili in se pustili navdihniti uspešni poslovni zgodbi. Tudi letos bomo nagradili trud in srčnost naših predavateljev ter razglasili najboljše med njimi. Že drugič zapored pa bomo podelili priznanje najboljšemu študentu po mnenju študentov. Za konec pa se bomo dodobra nasmejali. Skupaj bomo dobri 2 uri in naj opozorim, da letos večerja ne bo postrežena, pa tudi večerna toaleta ni obvezna. Upam pa, da ste si pripravili kak prigrizek in predvsem natočili kozarček. Situaciji navkljub smo več kot ponosni, da je naša skupnost vseh podjetno mislečih vsako leto večja in da ste tudi letos z nami. Današnji dogodek pa ne bo le zabaven, ampak tudi dobrodelen. Študentski svet GEA College je v sodelovanju z društvom Humanitarček pripravil dobrodelno akcijo za zbiranje finančnih prispevkov za nakup peletov za ogrevanje domov družin v stiski. Žalostno, a vendar resnično je dejstvo, da si mnogi v teh časih ne morejo privoščiti niti ogrevanja in toplega doma. Zato vas vabimo, da tekom dogodka ali tik po njem vsak od nas pomaga pri zbiranju sredstev in nakaže poljuben znesek na račun Humanitarčka. Podatke za nakazilo že vidite na ekranu, prejeli pa ste jih tudi v e-mailu, v katerem smo vam poslali povezavo za spremljanje nocojšnjega dogodka. Pokažimo in dokažimo, da nam je mar drug za drugega ter prispevajmo po svojih zmožnostih. V imenu študentskega sveta se vam že vnaprej zahvaljujem. Čas je, da tudi mi preidemo k dejanjem. Podjetnost, drznost, drugačnost, inovativnost in prepoznavnost. To so lastnosti vseh naših študentov, naših diplomantov in predavateljev ter vseh, ki z nami sodelujete. Taki so tudi naši današnji govorci in gosti. Čas je torej, da začnemo. K uvodnemu pozdravu vabim Lučko Žunič, predsednico študentskega sveta GEA College Fakultete za podjetništvo. Jerneja, hvala. Dober večer in lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami na galaktičnem večeru. Leto, ki se izteka, je bilo pestro in vse prej kot običajno. Biti študent v tem obdobju je velik izziv, na katerega nas ni pripravil nihče. Kako ostati povezani, medtem ko smo vsak na svojem koncu, kako ohranjati študentsko kulturo in nenazadnje motivacijo za delo. Kljub temu pa v študentskem svetu ostajamo proaktivni in ustvarjalni. Tudi v tem letu smo uspešno organizirali več študijskih in obštudijskih dogodkov, podpiramo projekte, kot je študentsko tutorstvo, podeljujemo priznanje perspektivnemu študentu naše fakultete in tudi tokrat ostajamo dobrodelni. V tem obdobju je še nekoliko pomembneje, da ponudimo roko vsem, ki so se znašli v stiski. Nazadnje še zahvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k organizaciji in izvedbi tega galaktičnega dogodka. Posebna zahvala gre ekipi GEA College, ki je poskrbela za tehnično izvedbo in s katero današnjega dogodka ne bi bilo. Današnjega večera pa seveda ne bi bilo tudi brez študentskega sveta, zato hvala vsem predstavnikom, vsem članom študentskega sveta za predanost in aktivno sodelovanje. Hvala, ker soustvarjate našo študentsko zgodbo. Dragi gostje, vsem skupaj želim prijeten večer, v novem letu pa predvsem zdravje in veliko poguma. Naj vas nič ne ustavi. Hvala. Lučka Žunič, hvala za vse te vzpodbudne in lepe besede. No, podjetna, drzna, drugačna, inovativna in prepoznavna pa je tudi magistra Katja Kraškovic, duša in srce GEA College, ki jo v tem trenutku vabim k mikrofonu. Dragi gosti na drugi strani ekranov. Več kot očitno bomo letos tradiciji zadostili drugače. A prepričana sem,
da nič manj prijetno in zabavno. Vsi že pogrešamo druženje, obenem pa smo lahko veseli, da tudi na tak oddaljen način skupaj preživimo nekaj časa v sproščenem vzdušju ter nazdravimo letu, ki prihaja. Dobrodošli torej na galaktičnem večeru, ki ga organizirajo študentski svet in študenti Fakultete za podjetništvo o podpori zaposlenih GEA College. Hvala vam, drage študentke in študenti, visokošolski učitelji in učiteljice in seveda vsi podjetno misleči, da ste si danes vzeli čas za našo skupno druženje. Gala večerja je postala že tradicionalna, v načrtu je bila že kar 9. zapored, pa vendar je prilagodljivost ena glavnih podjetniških lastnosti, zato se je letošnja gala prelevila v galaktičen večer. Na prednovoletnih večerjah smo v ospredje vedno postavili mreženje in dobro hrano. Prvega bo nocoj žal nekoliko manj, čeprav ga povsem ne bomo zanemarili. Dobro hrano pa ste upam, da pripravili kar sami. A če že manj mreženja, izkoristimo priložnost, da spregovorim o premaganih izzivih. Dovolite mi, da izrazim zadovoljstvo in predvsem ponos, ko pomislim, kako uspešno smo se s celotno ekipo GEA College uspeli zoperstaviti in odpraviti ovire, ki nam jih je skoraj čez noč nastavila pandemija. V nekaj dneh smo se preselili na splet in predvsem skrbeli, da naše študentke in študenti ne bi občutili kakršnekoli razlike v kakovosti študija. Da smo bili pri tem uspešni, ste nam tudi sami povedali in to nam služi kot lepa popotnica za naprej. Seveda ste bili ključni pri tem tudi vi, drage učiteljice in učitelji, študenti in študentke, ki ste morali učilnice in sistem hitro zamenjati, pa čeprav ste mnogi že vajeni takšnega načina dela. Tudi delo v ostalih oddelkih ni zaostajalo še več, presenetili smo celo sami sebe in naloge opravili z odliko. Zaradi take izkušnje se sama, in upam, da delite občutek z mano, bistveno bolj optimistično oziram v prihodnost. In če smo zmogli vse to do sedaj, bomo zmogli vse tudi v prihodnje. Žal že nekaj časa ne moremo biti skupaj v živo, pa vendar smo vse dogodke uspeli uspešno preseliti na splet. Med drugim smo za prve letnike organizirali online spoznavni žur, nadaljujemo pa tudi sodelovanje s podjetji in našim projektom Študentski izziv. V lanskem študijskem letu ste študenti imeli priložnost sodelovati v izzivu s podjetjem Agilkon, v letošnjem online študentskem izzivu pa se nam je pridružil Merkur Trgovina. Obema podjetjema se iskreno zahvaljujem za sodelovanje, to so namreč neprecenljive izkušnje tako za študente kot tudi za nas. V tem letu smo izpeljali res veliko izobraževanj, delavnic in spletnih akademij. Kar 75 v inkubatorju, organizirali smo znanstveno konferenco ABSRC, za nami pa je tudi obilica odlične akademije voditeljstva poimenovana Leadership 4.0. V mesecu novembru smo na prvem GEA Top Talku gostili tudi predsednika uprave NLB, gospoda Blaža Brodnjaka, in dogodek je bil z eno besedo navdihujoč. Predvsem pa bi rada poudarila, da se zaključuje leto, ko GEA College praznuje 30 let obstoja. In če kaj, je potem ravno tako leto odličen pokazatelj, kako močni smo. Za skupno torto še pride čas, za skupno praznovanje tudi. A kot direktorica si pravzaprav ne bi mogla želeti boljšega darila, če že govorim o obletnici, kot to, da smo uspešno opravili tako težko nalogo. Nismo še čisto prepričani, da vemo, kakšno leto nas čaka. Zato smo na GEA College pripravljeni pravzaprav na vse scenarije, saj kakovost študija naša največja skrb in zaveza. Za vrati nas čaka kar nekaj pomembnih projektov. Med glavnimi je seveda študij MBA, usmerjenost mednarodne projekte in raziskovanje, razvoj e-študija, snovanje novih programov, tako formalnih kot neformalnih, priprava novih gradiv in učbenikov, načinov poučevanja, nova izobraževanja za učitelje, pisanja in uporabe študij primera, oživitev fundacije UPI in seveda še razširitev ekipe, še več povezovanja, sodelovanja in podpiranja podjetniške miselnosti. Naši cilji so zopet oziroma še vedno ambiciozni in verjamem, da nam bo doseganje le-teh v izziv. Dragi gosti, v prihajajočem letu vam želim, da boste bogatejši za letošnjo izkušnjo,
še toliko bolj drzni in inovativni, da boste vedno iskali luč na koncu tunela in da boste znali nuditi oporo eden drugemu. Če kaj, potem smo letos spoznali, da je v slogi moč. Prepričana sem, da je pred nami odlično leto. Zdaj pa vas vabim, da se udobno namestite, uživate v kozarčku najljubše pijače in ali jedi, ter se prepustite nadaljevanju večera, ki smo ga s srcem pripravili za vas. Hvala in srečno! Ja, magistra Kraškovic, hvala lepa. Če kdaj smo letos spoznali, kako pomembno je ostati zvest sebi in svoji viziji. Letošnje leto je bilo polno izzivov in sprememb, ki so lahko tudi priložnosti. Priložnosti za posel, pa tudi priložnost, da spremenimo kaj pri sebi, da pazimo nase in na svoje zdravje, tako telesno kot mentalno. Pomena le tega se dobro zaveda tudi naš letošnji govorec. Dame in gospodje, z nami in za vas je tukaj eden in edini Aljoša Bagola. Aljoša Bagola, ki je bil razglašen za slovenskega kreativnega direktorja desetletja, je na agenciji Pristop kar 20 let snoval največje tržno-komunikacijske projekte v Sloveniji in v širši regiji. Za svoje delo je prejel preko 150 strokovnih nagrad ter priznanj in bil član uglednih domačih in mednarodnih žirij. Je priljubljen predavatelj in svetovalec na področju kreativnosti in duševnega zdravja ter avtor knjižne uspešnice Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke. Ta je v hipu postala ena izmed najbolj prodajnih knjig pri nas in je letos tudi ena izmed najbolj prodajnih slovenskih knjig na Hrvaškem. Trenutno pripravlja lansiranje svojega spletnega masterklasa, ki je zasnovan na vsebini njegovega hit predavanja Kako biti v redu, s katerim je do pred kratkim polnil dvorane širom Slovenije in ki vam bo vsem zainteresiranim torej kmalu dostopno v digitalni obliki. Aljoša, pozdravljeni, z veseljem vam bomo prisluhnili, beseda je vaša. Lep pozdrav vsem. Najlepša hvala, da sem lahko z vami. Hvala, ker ste me povabili na vaš galaktični večer. Nekako sem se temu skušal približati z izbiro svojega suknjiča, kot lahko vidite, je tak zelo v stilu Ludvika XIV. Zelo je pompozen, zelo kljubuje razmeram, v katerih se nahajamo, in upam, da jih bomo z slogo in z skupnimi močmi, kjer seveda zelo računamo tudi na vašo mladostno zagnanost, inovativnost, kreativnost in te zlate vrednote, nekako spet sestavili svet v neko delujočo enoto. Dejstvo je, da že dolgo živimo v zavetju instantnosti. Navdihuje nas dosegljivost stvari, ki jo imamo za samoumevno. Vse je na dosegu rok, vse je na dosegu naših prstov in kmalu bo vse na dosegu naših misli. In čeprav se nam zdi to obdobje nekaj, z čemer lahko označimo tudi uspeh, v katerem, ali pa napredek, v katerem smo se kot človeštvo znašli, pa moramo vseeno vsako stvar v življenju znati pogledati z večjih vzornih kotov. In zato so lahko vse te ublažitve ali pa vse te takojšnje zadovoljitve, ki jih imamo na voljo, včasih težavne. V besedi ublažitev se skriva tudi beseda laž in velikokrat se zato želimo izogniti bolečini, zato ker se nismo sposobni soočiti z resnico. In kot pravim, je mogoče včasih bolečina sporočilo življenja, da mu je mar za nas in ne sreča. In zakaj zdaj govorim to vrstne traparije na tako pomemben vam večer, ki bi naj bil prežet z sproščenostjo in navdihujočimi mislimi. Želim opozoriti na to, da se v tej trenutni situaciji, ki ji seveda pač pravimo pandemija koronavirusa, vzporedno dogaja še bolj pomembna stvar. Dogaja se kriza duševnega zdravja, ki smo mu vsi priča. Jaz sem v bistvu bil na točki, kjer sem z vodstvom Geja Collegea podpisal že pogodbo o sodelovanju, bil naj bi predavatelj
In takrat se mi je zgodila v bistvu izgorelost, ki je bila posledica moje neprave orientacije ali pa opredeljenosti do uspeha. Seveda sem bil spektakularno uspešen, odlikovan z nagradami, priznanji in v bistvu je ves ta uspeh, ki sem ga nekako ustvarjal, ne pa tudi doživljal, bil neke vrste moj pogrom, ker ti nisem znal uživati v uspehu, nisem znal dovoliti si ga na pravilen način, ampak sem v bistvu skozi neke neobravnavane stvari, svoje vzorce, svojo zapuščino ali pa štafetno palico, ki sem jo dobil za družino ali za rodbino, ali pa celo, če temu rečemo kot pripadnik slovenskega naroda, ravnal narobe. In zato se mi zdi, da je potrebno nagovoriti tudi ene stvari, ki ždijo v senci sodobne ideje uspeha, in mogoče vam želim ravno to nekako danes izpostaviti, ker to so zelo pomembna dognanja v mojem življenju v preteklih nekaj letih. In ljudje smo v bistvu zelo zanimiva bitja, ljudje smo bitja nasproti. Hkrati nas privlači vznemirljivost sprememb, privlači nas novost. In kot se v oglaševanju radi pohecamo, zato ni nenavadno, da je naš največji izum pravzaprav nalepka novo, kajti tako mogočen je magnetizem novosti in vznemirljivosti, ki pride z njimi. In po drugi strani smo pa seveda nekako vsi željni udobja, varnosti, gotovosti. Želimo imeti fizično varnost, kot tudi čustveno. Želimo pripadati, želimo biti razumljeni in zato velikokrat naredimo celo še več, kot bi bilo za uspeh dobro. Namreč zatečemo se v področje udobja. In jaz v svoji knjigi temu pravim princip tega podkvičastega magneta, ki ga vsi poznamo iz osnovne šole in je v obliki črke U, kjer je pač udobje in uspeh na eni strani, in sta oba nasprotno namagnetena. In če se odločimo recimo za udobje, to pomeni, da bomo v svoje življenje privabljali ali ljudi, ali ideje, ali prizadevanja, ki bodo to krepili. Če se odločimo za uspeh, bomo seveda po drugi strani namagneteni z to idejo. In velikokrat udobje in uspeh ne bosta šla z roko v roki. In seveda se ta ideja nasproti še poglablja, ko začnemo odstirati delovanje sodobnega sveta, hitro vidimo, kako smo hitro ujetniki zmotnih idej o tem, kako biti uspešen, kako biti srečen, kako biti izpolnjen. In ta zapovedanost sreče v sodobnem svetu, ki pride z zahtevami družbenih omrežij, ki nas najbolj nagrajujemo, če se upodabljamo nasmejani, srečni, zadovoljni, in algoritmi poskrbijo, da naši telefoni kar vzplamtijo in žvenketajo z obvestili o všečkih, novih sledilcih in naklonjenih nam komentarjih, je seveda nekaj, v kar moramo malo podrezati in pogledati malo drugače. In zato je treba razumeti, da kakor je sodobni svet navdušujoč, kako nas hitro navdihne z posamezniki, ki jim lahko v hipu sledimo, in to so eni izmed najuspešnejših ljudi na svetu, na planetu, je po drugi strani hkrati zavajajoč. Kajti danes v bistvu vsi nekako uprizarjamo posledice uspeha, se pravi uspešni poslovneži, zvezdniki, športniki, vsi uprizarjajo zmagoslavje ali pač posledice uspeha, ki so, ne vem, krasne destinacije, lepe hiše, vrhunski avtomobili. In potem živimo v tej ideji uspeha, ki se nam zdi preprosto dosegljiv, ki se nam zdi enostaven in mislimo, da ga lahko hitro dosežemo.
In to je zelo, zelo velika past, tako za našo zmagovalno miselnost, kot tudi za pot našega uspeha. Kajti pot do uspeha, kot tudi pot do sreče in osebne izpolnjenosti je nažalost vedno trnova. Zato, da smo v življenju resnično uspešni, namreč moramo odkorakati v smeri svoje edinstvenosti. In v sodobnem svetu se ravno dogaja, da v bistvu hlepimo po posnemanju in po kopiranju edinstvenosti uspešnih ljudi. Zato ne zapadite v idejo posnemanja uspeha, ki ga vidite, ne vem, na družbenih medijih ali v medijskem prostoru, ampak se veliko ali pa vsaj isto veliko, kot se ukvarjate z navduševanjem sebe, z uspešnimi posamezniki, isto časa namenite v to, da delate inventuro svojih pričakovanj, inventuro svoje edinstvenosti, da se ukvarjate z tem, kaj ste globoko v sebi. In samo to nas lahko vodi do resničnega uspeha. Že Aristotel je povedal, da je naš poklic tam, kjer se naši talenti srečajo z potrebami sveta. In potrebe sveta še nikoli niso bile bolj raznolike. Potrebe sveta še nikoli niso bile večje kot v tem trenutku, v katerem se nahaja naša civilizacija. In zato si lahko dovolite, da ne posnemate uspeha drugih, ampak raziskujete, kaj je vaš talent, da prisluhnete glasu v sebi, da vas podžge, da vas popelje na neko resnično pot. In pri tem je seveda dovoljeno eksperimentirati, pri tem je seveda dovoljeno delati napake. In kar se zdi meni grozno v sodobnem svetu je to, da smo začeli napake kaznovati, da smo začeli napake izkoriščati za to, da se prikazujemo boljši od drugih. Na družbenih medijih se dogaja ravno to, signaliziranje kreposti na račun napak drugih. Vsi smo takoj žrtve tega mnenjskega katapulta, kjer tu preprosto za par pritiski na telefon sprožimo v bistvu nek linč ali pa sprožimo neko neodobravanje ali celo sramotenje drugih zato, ker so naredili napako. In zato morate biti res močni, zato morate biti res predani svoji viziji, da boste lahko delanje napak prenesli. Kajti pri resničnem uspehu napak ne bo šlo zaobiti. Zato se ne predajajte tej ideji preprostosti, tej ideji hitrih sodobnih ublažitev bolečine ali pa v bistvu nekih izzivov, ki bodo na resnični poti do uspeha zagotovo prisotni in bodo zagotovo težki. In še nekaj je potrebno razumeti. Potem, ko študirate strategije do svojega uspeha, nujno raziskujte, kako smo kot ljudje narejeni. To je zelo, zelo pomembno. Recimo, naš preživetveni del možganov delanje napak povezuje z izločenostjo iz plemena. Se pravi, ko so se možgani evolucijsko razvijali, so te programe shranjevali in ti isti starodavni programi nam šepetajo v bistvu te velike, grozeče, preteče stvari, ki nas tako inhibirajo, ki nam velikokrat prepovejo in ne dovolijo, da bi si dovolili vrhunskega uspeha. Se pravi, če, ne vem, so pripadniki v plemenu delali napake, je to seveda ogrozilo varnost plemena in takšni člani, ki pač niso posnemali dobrih ravnanj in obnašanj, so bili izločeni in tako prepuščeni v nemilost naravi. To je seveda pomenilo njihovo gotovo smrt. In zato, kot pravim, delanje napak še vsak predstavnik naše vrste nezavedno povezuje z smrtjo. In če že to vemo, lahko rečemo, strah me je, dvome imam, tudi ta naš ponotranjeni starševski glas pravi, priden bodi, naredi tako, kot so ti rekli, uboga in tako dalje. In seveda potem pred izzivi zmrznemo. In seveda potem nismo tako uspešni, kot je tisti potencial, ki ga nosimo v sebi,
kot si je ta naša energija zadala, da smo, in potem trpimo na različne načine. Eden izmed takšnih je, da tudi relativiziramo uspeh drugih, da smo zavisni, ko vidimo uspešne posameznike in postanemo rušilni. In to je seveda nekaj, kar nočemo postati, kar ne smemo postati. In velik del slovenskega uspeha je dejansko okužen z tem. In to se velikokrat kaže, ne vem, v športnih prizadevanjih, kjer ljudje v uri in pol prenosa v živo dejansko ne moremo videti 5, 10, 15 ali 20 let požrtvovalnosti do mrtvega. Ne? In to isto stvar seveda je treba vkalkulirati tudi v poslovni uspeh. Ne bo nam vedno uspelo, ne bo nam vedno šlo. Vedno bodo na poti, tako kot so selektorji na kavču, ki pač udobno komentirajo športno prizadevanje, tako bodo na naši poti komentatorji našega uspeha, ki nas bodo želeli očrniti, ki nam bodo metali polena pod noge. In zato je tako pomembno to delo na naši notranjosti, v notranjem svetu, da se dokopljamo do svojega bistva in nekako zagotovimo, da ta naš talent, ki ga moramo objeti z vso svojo radostjo in odločenostjo, zaživi kot v tem svetu mora. Jaz bi najrajši, ker sem tako veliko blebetalo in gobezdalo z vami preživel cel večer in vam še trosil modrosti, dokler bi vam pijača, jedača in vaša koncentracija to dopuščala. Zagotovo se nadejam, da se bomo kdaj oziroma kmalu srečali v živo, kjer vam lahko v malo bolj naklonjenem nam časovnem formatu razgrnem še veliko več stvari in mojih pogledov na uspeh, ustvarjalnost in v bistvu neko radost ter mogoče za zaključek to sočutnost z samimi sabo. Ne pozabimo, ljudje smo zelo hitro nagnjeni k temu, da se kritiziramo. Ta naš notranji kritik je zelo izrazit. Zato prosim, ne pozabite na to, da moramo biti sočutni do sebe. In ne pozabimo na to, da v tem svetu individualizma, kjer se nenehno upodabljamo in lovimo te všečke in dopamin, ki za tem pride, da v bistvu moramo znati sodelovati. In kot sem ugotovil, se izgorelost ne zgodi zaradi preveč dela, ampak se zgodi zaradi slabih, toksičnih odnosov, kjer ni zaupanja, kjer ni spoštovanja in kjer ni sodelovanja. In to velja tudi za odnos z samim sabo. Zato, ko stopate na poti uspeha, ko stopate na poti resničnega uspeha, to vedno pomeni, da stopate tudi po poti notranjega napredka. Zato pravim, zunanji svet bo vedno zgolj manifestacija tega, kar se dogaja v vas samih, in zato se ne bojte pokukati v to svojo čudovitost. Najlepša hvala za povabilo, malo več časa sem vam ukradel, kot mi ga je bilo namenjenega, ampak tudi to si je treba v življenju dovoliti. Zato upam, da ste v tem kratkem nagovoru prepoznali kaj koristnega in, kot sem že rekel, zelo, zelo se veselim srečanja v živo. Bodite dobro, bodite zdravi, ostanite ustvarjalni in motivirani. Najlepša hvala in čau. Gospod Bagola, iskrena hvala, da ste bili z nami, in še to, upam, da vsi uživate z nami, da se imamo lepo, čeprav nismo skupaj, jaz se imam strašansko fino. Tako, december je tudi čas, ko se nekoliko zazremo nazaj in se spomnimo uspehov in tistih najboljših. Dragi moji, čas je za razglasitev najboljših med najboljšimi predavatelji v študijskem letu 2019-2020. Vsako leto z veseljem podelimo priznanja v znak zahvale in spodbude za vso požrtvovalnost,
strast in dobro delo vas, dragi predavatelji. Priznanja bomo, kot je v navadi, podelili v 5 kategorijah. Razglasili bomo 4 najbolje ocenjene predavatelje na študijih fakultete ter enega predavatelja višje šole. Nominiranci so bili razglašeni že pred slabim mesecem, danes pa bomo končno razkrili zmagovalce. Na oder vabim prvo podeljevalko in prvo damo GEA Collegea, magistro Katjo Kraškovic. Ponovno pozdravljeni. Pa poglejmo, kdo so bili nominiranci za najboljšega visokošolskega učitelja za program podjetništvo. Nominiranci po abecednem vrstnem redu so izredni profesor dr. Mitja Jeraj, magistra Sandra Kecman in magister Aleš Lisac. In kdo je torej zmagovalec? Zmagovalka je Sandra Kecman. Iskrene čestitke, Sandra! Iskrene čestitke, mislim, da je preko Zoom povezave z nami torej tudi zmagovalka Sandra Kecman. Pozdravljeni, se slišimo, ukolikor se bomo seveda veseli nekaj vaših besed. Živjo, slišimo. Najlepša hvala. Moram reči, da sem presenečena in utrip se mi je dvignil, tako da mi je žal, da nismo skupaj. Najlepša hvala vsem, ki ste se glasovali in odločili za mene. Jaz iskreno in resnično uživam, ko z vami delim znanje in sem še najbolj pa sem vesela, ko ga dobim tudi nazaj. Tako da ta delitev znanja je vsekakor obojestranska. Najbolj me pa razveseli, ko v vaših očeh vidim tisto iskrico, ko smo nekaj novega odkrili, ko ste nekaj ugotovili, kako boste to vključili v svoj nadaljnji študij ali delo. Tako da še enkrat hvala, upam, da se srečamo kmalu v živo. Do takrat pa vam želim, da ostanete še naprej tako vedoželjni in da ste konstantno v nekem iskanju znanja in dobre volje. Se vidimo naslednje leto tudi v živo. Hvala in lep pozdrav. Sandra Kecman, hvala lepa. Sledi nagrada najboljšemu predavatelju ali predavateljici za dodiplomski študijski program podjetništvo v perspektivnih panogah. Kdo so nominiranci in kdo je zmagovalec? Nominiranci za najboljšega visokošolskega učitelja na programu podjetništvo v perspektivnih panogah so izredni profesor dr. Mitja Jeraj, ponovno dr. Sonja Trampuš in magistra Katja Trop. Zmagovalka ali zmagovalec pa je izredni profesor dr. Mitja Jeraj. Čestitke, Mitja! Iskrene čestitke, dr. Mitja Jeraja pa že pozdravljam preko video povezave. Dober večer. Ja, lep pozdrav. In najlepša hvala, spoštovani študenti, študentke za nominacijo in seveda tudi za potrditev. Zahvaljujem se tudi fakulteti za to priznanje. Veliko čas mi je po tem turbulentnem letu, ko nismo vedeli, v katero smer se bo obrnilo, ampak kot vedno, z dobrim planom se je obrnilo v pravo smer in nam bo to tudi mogoče vizija za naprej. Vedno moramo biti optimistični, delati za to in seveda bomo cilje dosegli. Zelo sem vesel, tako da še enkrat najlepša hvala in se veselim prihodnjih skupnih podvigov. Dr. Jeraj, hvala lepa. Naslednjo nagrado podeljujemo najboljši predavateljici ali predavatelju za dodiplomski študijski program Digitalni marketing. Nominiranci za priznanje za najboljšega visokošolskega učitelja za študijski program Digitalni marketing po abecednem vrstnem redu so magistra Katja Kerin Rozman, magistra Nataša Mithans in magistra Katja Trop. Popolna prevlada žensk v tej kategoriji. Pa poglejmo, kdo je najboljši med najboljšimi. In sicer magistra Katja Trop. Iskrene čestitke. Magistra Katja Trop, čestitke seveda tudi v mojem imenu, tudi vas vabimo, da z nami delite vaše občutke. Lep pozdrav, dober večer vsem. Najlepša in prisrčna hvala najprej GEA College timu in seveda mojim študentom, hvala lepa. Ste me nasmejali, tudi kako solzico smo skupaj delili, jaz sem res uživala z vami. Za danes bi pa rada eno misel delila z vsemi nami. In sicer je to misel predavatelja, vizionarja, ekonomista Jeremija Rifkina,
Pravi tako, Zemlja zagotavlja dovolj, da zadovolji potrebe vsakega človeka, vendar premalo za pohlep vsakega človeka. In to misel polagam na srce vsem nam, predvsem vam, mladi podjetniki, mentori, bodoči člani družine. Zakaj? Zato, ker trdno verjamem, da prehajamo v eno družbo, ki temelji na poslanstvu, ki je širše od kopičenja samega dobička in kapitala. In delanje škode tam nekje v Aziji, v okolju ali družbi, enostavno ni več sprejemljivo. In zato jaz svetujem, da bodimo iznajdljivi, bodimo inovativni na način, da ustvarjamo neko širšo vrednost. Sodelovanje, transparentnost, odprta delitev znanja, to je to, kar potrebujemo. In ob tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi predavatelju in predvsem kolegu. Iztok Sila, v veliko veselje mi je delati s tabo. Hvala za to odprto sodelovanje in res me veseli, da se skupaj boriva za to, da vsak študent na GEA Collegeu ve, da marketing ni reklama. Tako da za konec bi se rada res še enkrat zahvalila. Vsem želim veliko zdravja, predvsem pa vam želim veliko moči, da bi se tudi v tem tako posebnem obdobju, v bistvu, da bi zbrali moči in da bi imeli držo, da bi se borili za stvari, ki so prave, na stvari, na katere smo lahko ponosni. Tako da hvala še enkrat in lep večer vsem. Hvala lepa, lep večer tudi vam. Sledi pa nagrada najboljšemu predavatelju ali predavateljici za podiplomske študijske programe. Med nominiranci za podiplomski študijski program med visokošolskimi učitelji so docent dr. Boštjan Auer, docent dr. Brane Bertoncelj in profesor dr. Mario Spremič. In laskavi naziv za najboljšega učitelja torej pripada docentu Boštjanu Auerju. Čestitke, Boštjan! Docent dr. Boštjan Auer je žal službeno zadržan, vseeno mu predajam seveda tudi jaz čestitke, je pa bil v prejemu priznanja obveščen in nam je poslal kratko video zahvalo. Režija, prosim. Iskreno se vam zahvaljujem za tako prijetno in presenetljivo novico, saj resnično nisem pričakoval tovrstne pohvale strani študentov in vodstva fakultete, saj je na GEA College toliko pač izvrstnih kolegov, profesorjev in predavateljev. Kaj naj rečem, v bistvu sem hvaležen dekanji, direktorici, magistri Katji Kraškovic za zaupanje, za podporo, ter da mi je vedno stala ob strani in podpirala, ko je bilo potrebno. Veseli me, da so študentje, ki končajo GEA College, vse bolj cenjeni v gospodarstvu in so zelo uspešni v podjetništvu, saj nas GEA College kot ustanova uči, da smo v življenju drzni, inovativni, da si upamo, torej, da smo podjetni. Te informacije prihajajo tudi iz gospodarstva, od kolegov iz podjetij. Tako se je tudi sama fakulteta izvrstno, učinkovito, hitro prilagodila na nove razmere v tako imenovanih korona časih in vzpostavila vse potrebno tudi z online predavanji, vajami, seminarji. Vse bolj dokazujemo vsi skupaj, da smo študentje, vodstvo, zaposleni in profesori dobro pripravljeni na izzive, ki nas čakajo v bodoče. Pač, ko bo naše gospodarstvo, slovensko gospodarstvo v negotovih prihodnjih letih potrebovalo čim več podjetnih posameznikov, ki bodo svojimi hitrimi in dobrimi idejami čim bolj prispevali k napredku v podjetništvu in na drugih področjih. Če počasi zaključim, mi omenjena pohvala pomeni veliko in daje motivacijo, da se bom še naprej trudil čim bolje prenašati prakso iz različnih podjetij in gospodarskih družb na študente, ki jo z veseljem sprejemajo ter na to prenašajo v svoje podjetje oziroma službo. Na koncu vam vsem želim vesele božične praznike, srečno novo leto in prepričan sem, da bomo leto 2021 z novim optimizmom začeli in da bomo sprejemali nove izzive z zagonom, ki ga naša družba in država zelo potrebuje. Hvala še enkrat. Lepo se imejte še naprej. Docent dr. Auer, hvala lepa, no pred nami pa je še razglasitev zadnjega, a zato nič manj pomembnega priznanja za najboljšega predavatelja ali predavateljico na višješolskih študijskih programih. Z nami je že direktorica in ravnateljica GEA College Centra višjih šol, magistra Nataša Makovec, ki bo podelila to priznanje. Gospa Makovec, izvolite.
Dober večer in lepo pozdravljeni. Najprej mi dovolite, da se tudi sama zahvalim vsem 80 predavateljem, ki srcem in znanjem predavajo na kar 8 študijskih smereh, ki jih izvajamo na Višji šoli Geja College. Nominiranci za najboljše višješolske učitelje za preteklo študijsko leto pa so Sanja Brezničar, magister Đorđe Bogunović, magister Milenko Gajić, magistra Margit Horvat, magistra Jasna Klančišar in magistra Nataša Pustotnik. Zmagovalka ali zmagovalec pa je, pa poglejmo, magistra Nataša Pustotnik. Bravo, Nataša, čestitke! Iskrene čestitke, magistra Nataša Pustotnik. Z nami ste, zato se nam boste sedaj torej tudi pridružili preko Zooma. Izvolite. Hvala lepa, Nataša, iskrena hvala. Hvala seveda najprej tudi vsem študentom, ki so z mano poslušali predavanja oziroma pri meni poslušali predavanja in ki so me ocenili tako, kot so me ocenili. Jaz moram reči, da sem res vesela tega priznanja, predvsem v tem posebnem korona letu, ko smo se pač spomladi srečali s situacijo, da je treba vse prenesti na splet, je bilo veliko dilem, saj jaz sem jih imela, kako zadeve izpeljati, tako kot bi si jih želela izpeljati sicer v živo. Očitno nam je uspelo, hvala, seveda zahvala gre tukaj tudi celotni ekipi Geje, za sodelavci v študentski pisarni, da jih ne pozabimo, fantastični ste, seveda hvala vodstvu šole za vso podporo. Predvsem pa hvala študentom. Študenti ste res tisti, ki nam pravzaprav dajete motivacijo za delo naprej. Jaz sem res najbolj vesela vseh pozitivnih odzivov, tudi kakšne kritike, seveda, ki jo kdaj dobimo, zato, da se učimo, da delamo še boljš, da vsako leto na novo pravzaprav študiraš, kaj popraviti, kaj narediti drugače, da boste vi zadovoljni, da boste vi odnesli čim več v tem vašem študijskem procesu, katerega pravzaprav središče ste vi, torej vi ste tisti, ki morate pridobiti izkušnje na primerih in podobno, na vse mogoče načine, ne samo od nas predavateljev. In vedno, zdaj sem se v zadnjem času večkrat srečala z enim stavkom, ki pravi, vloga predavatelja je from stage of the stage to guide on the side, torej naj bi postali vedno bolj usmerjevalci strani, torej smo tisti, ki vas lahko vodimo po tej vaši poti izobraževanja. Vi ste pa tisti, na katerih je, da pridobite od tega izobraževanja čim več, da iščete vire seveda izven teh učnih enot, ki vam jih mi ponudimo, in da se pač naučite čim več, nesete te izkušnje potem dalje in prenesete to v svoje delovanje v praksi. Hvala vsem še enkrat, jaz vam vsem želim, vsem nam pravzaprav, da se v naslednjem letu začnemo srečevati spet v živo na predavanjih. Vseeno je veliko rajše pravzaprav delamo v živo, da se srečamo, da se bolj sproščeno pravzaprav pogovarjamo. Vsekakor vam želim vsem skupaj lepo leto, veliko zdravja in pa uspešno leto vsem skupaj. Hvala lepa. Magistra Nataša Makovec, hvala lepa, hvala pa seveda tudi obema podeljevalkama, magistri Kraškovic in magistri Makovec. To je bila torej razglasitev najboljših predavateljev v letu 2019-2020. Vsem še enkrat iskrene čestitke. No, čaka pa nas še ena pomembna razglasitev. Razglasitev priznanja študent študentu, ki ga študentje fakultete Geja College podelijo študentki ali študentu. S priznanjem želijo počastiti študenta za njegove dosežke, prizadevnost v študijskem procesu, dobrodelnost, pomoč sošolcem, skrb za okolje ali drugače izkazan prispevek k skupnosti v preteklem študijskem letu. Nominirance in seveda zmagovalca bo razkrila nihče drug kot Lučka Žunič, predsednica študentskega sveta Geja College. Lučka, prosim. Ponovno pozdravljeni. Imam to čast, da razkrijem nominirance in zmagovalko ali zmagovalca za priznanje študent študentu, ki ga svojim kolegom in sošolcem podeljujemo preostali študentje. Poglejmo, kdo so današnji nominiranci. Nominiranci so po abecednem vrstnem redu Valdo Lenc, Črt Jevšnik, Lučka Kuhar, Peter Rolič in Domen Ržaničan. Pa poglejmo, kdo je zmagovalec.
Prejemnik priznanja študent študentu je Val Dolenc. Iskrene čestitke, Val. Iskrene čestitke, no Val Dolenc je z nami na Zoomu. Val, kakšni so občutki v prejemu tako lepega priznanja strani sošolcev in kolegov? Ja, pozdravljeni gosti, profesori in seveda študenti, študentke. Hvala, Lučka, za besedo. Ta nagrada je zame neko tako lepo potrdilo, da smo vsi študenti GEA College kljub trenutnim razmeram pripravljeni in voljni pomagati drug drugemu. Zahvalil bi se pa vsem študentom za izkazano zaupanje, še posebej pa članu študentskega sveta Timu Milosavljeviču in njegovi ekipi, ki je pripravila odlično online okolje, kjer lahko študenti delimo znanje in se med seboj tudi varno družimo. Končal bi še s kančkom modrosti in sicer pomnimo, smeh je pol zdravja, druga polovica je pa izolacija. Lep pozdrav in lep preostanek večera. Naslednje. Hvala, Val, hvala še enkrat vsem in seveda iskrene čestitke prav tako vsem najboljšim med najboljšimi. Vsi današnji zmagovalci bodo prejeli tudi priznanja v fizični obliki, ki jih boste lahko s ponosom obesili v vašo pisarno ali dom.